En lep dober juter, danes je nedelja in jaz se danes igram Farming Simulator v živo. Moje orodje po izbiri je tale čista nov Ranger Raptor in to 3.0 benzin varianta, se pravi najhudejši, najmočnejši, kar jih lahko imaš. Vzadaj imam pa na parkolci še Husqvarnino kosilnico, oziroma mulčar, ne vem kako se temu reče. No, jaz že, ko sem bil majhen, sem se skozi ful rad igral z bagri, pa tovornjaki, pa traktori, pa to. In zmer sem se tudi ful rad vozil, pa kosil s tem velikim kosilnicam, ki ti v bistvu gor sediš, pa pač kosiš travo. Ne vem, pač meni je to ful dober. Moj foter ima v bistvu en tak malo večji ranč, tam ima tudi glamping, pa precej te travnate površine in to se vse zaenkrat kosi na roke, oziroma ne na roke, pač z navadno kosilnico, ki jo pač tišiš na roke v bistvu. In sem se jaz danes od enega mojega kolega sposodil tole Husqvarno, da probamo koliko hitrejši ali pa koliko bolj efektiven dejansko pokosimo komplet parcelo, koliko je lažje tudi okoli dreveščkov kositi, pa tako naprej. Tako da jaz se že prav veselim, pa se vidimo v Radolc, zložimo Husqvarno, pa zalaufamo tale Farming Simulator. Tole je Husqvarnina traktorska kosilnica Rider. Fora je pa ta, da ima nože spredi, motor pa zadaj. V bistvu Porsche med kosilnicem. 420 TSX je v bistvu vrh ponudbe tega hobi segmenta, pa hudo je, kad tukaj že spušaš nože gor pa dol kar na hidravliko. Če preden sem lahko sprobal tole zadevo, mi jo je fotar že pajsnil. Po cirka pol ure sem tudi jaz na vrsto prišel, tako da sem se lotil tele ta velike flehe. Moram reči, da to je pa tako vesele s tole kosilnico kositi, da so še ovce prišle pogledati. Koga je becelni? Je fajn ta nova Husqvarna, a? Je prima to. No, se vam nam vse pokosil, neč skrbi. Olej, kle imaš še fajn digitalne števčke, ti piše, koliko imaš benzina še noter, tako naprej. Si pa kle lepo naštimaš višino. Jaz imam tole kar na precej visok naštiman, zato ker je trava tudi kar visoka, no, bolj kot sem mislil. Pa tlele mi v bistvu izdignemo tole, da se noži spustijo. Evo, naš gas in se pele. Pa tale klukca je fajn, kar na čista pravmu traktorju, lej. To nas tako kosilnico je pa prav vpišen tole živeti. Tole je zdaj zelo na grobo pokošen, zato ker je bila res visoka trava, tako da pač je treba ta prvo rundo zelo na visok, pa ta drugo rundo bo pa že zelo lepo izgledala. Test je uspel, zdaj moram pa zadevo naložiti nazaj na parkolco, da jo lahko vrnem. Sva pa s fotrom se odločila, da tudi mi nekaj taga naštimamo, ker nam res klele na ranču ful prav pride. Tole za mano pa tudi prvič povem pa pokažem. Tukaj, včasih moj fotar imel konje noter, zdaj pa pač, kaj konov nimamo več, je pa ratal ful placa, pa streha je že gor. Tako da tole bo v bistvu moja nova garaža, noter bom imel Shelbyja pa motorje, pač kar bo šlo, no, ampak sigurno bo pa Shelby tukaj zimoval. Je pa tole kar projektno, zrihtati moramo dovoz tamle. Malo smo že z deli začeli, tlele z ceste smo zdaj zadevo kar za 20-30 centi odkopali, pa orank peska nasul, zato da se pač ne bo trava oziroma zemlja ogrezala. Potem boš pa pripeljal tukaj le noter. To bo valjda vse strptan pa zglihan in direkt tole bo vhod v garažo, se pravi z avtom boš zapeljal direkt kle noter, kle bomo dali tako dvoje drsne vrata. Z te strani, v bistvu z zadnje strani,
je zadeva že zaprta. Pa meni je ful všeč, da je vse v takmu ranč stilu, da je vse iz lesa, da je zelo simpel, da je zelo tako naraven. In v bistvu tudi garažo bomo v temu stilu obdržali. Sam pač malo moramo predelati te vhode pa stene pa tako naprej. Plan je pa v bistvu tak. Tale stran se mora čist zapreti. Klele pridajo, med te dva stebra pridajo vrata, se pravi, da se odpre noter. Zdaj, eno steno smo že vrgli ven, se pravi, tlele tole steno, pa una stena gre še ven. Se pravi, tlele noter bo parkiran avto, pa mogoče kakšen motor. No, pa skidati moram zdaj še najprej, ki je še not žagane, pa vse ostalo, kar spada zraven. Pa klele, tole moramo še ven vršt. Kle bo pa v bistvu kukar ena taka soba malo za hengat. Tukaj bom kakšen kavč imel noter, kakšen hladilnik, tako malo za kolege, ki pridejo na obisk, da se usedemo, kakšen pirček spijemo, pa tlele imamo lepo razgled na avto. Verjetno se zdaj tudi sprašujete, pa Rok, zakaj pa ti v bistvu rabiš garažo, pa zakaj za en avto, nimaš več avtov pa tako naprej. Ja, to je res, to je v bistvu neka začasna rešitev. Jaz trenutno živim v bloku in dol spodaj imam tudi dva parkirna mesta. Čeprav je garaža privat, se pravi, se popolnoma zapre in ne more noben drug kot stanovalci noter, mi gre zelo na živce, ker imam Shelbyja pokritega recimo, da mi ga predvsem mladina odkriva, šlata, slika in tako naprej. Pač avto je dol in pokrit z razlogom. Z veseljem ga na vsakem eventu pokažem, odprem, če se le da, to mi res ni problem, ampak ful sem si želel en tak prostor, da imam res garažo čist zase in da se mojih avtov pač res ne dotika noben in to mi ful pomeni. Je pa to neka začasna rešitev, no, zato ker imam v planu potem tam na drugi strani tega ranča narediti precej večjo garažo, ampak trenutno moram še urediti določene papirje, pa tudi malo financ, pa tako, ker tisto bi pa res rad pol proper naredil, ampak se mi zdi, da bo tudi tole en ful zabaven projekt, pa komaj čakam, da bom imel Shelby prvič letos čez zimo en tak nov svoj dom, no. Evo, zdaj pa tole že kar malo bolj zgleda. Zdaj sem na grobo pač ta snov pa žagane pa vse to ven spravil. Naslednjič pa tole vse štrajfiksam še spucam, tudi stene pa seveda poden, da bo to čist k-novo. Zdaj se pa lotam tele stene, da počasi odpremo pa prštimamo, zato ker bo treba zdaj pa narediti v bistvu tlele gor mehanizem pa vse to, da bojo klele vrata. Polega Raptorja, kako lepo pomaga, Madonna. Jaz bi se pa zelo komotno na tale avto navadil. Res prav pride, sploh, ko se greš takele hobije. Nisem vam glampinga pokazal, tako tale plec zgleda. Tlele smo takoj pri vodi, tako da res lušten plec, no. Jaz sem tole lepo eno pa po eno šraubal, pa me imel pa fotar dost, pa je kar motorko prinesel. Evo ga, pa smo jo odprli, zdaj pa že malo bolj zgleda, kot garaža, je tako. Toliko update za danes. Za danes smo fertik, no, ampak tole stran smo odprli, tole bo vse zglihan, tako da bo avto direkt le not pripelil, zdaj si tudi že malo lažje predstavljati, se mi zdi. Naslednjič gre pa še tale stena dol, pa se pa počasi začne zapirati. Valjda pa pride še ful več detajlov, podenov, osvetlitev, noter oprema, kavč, pa dekor imam že precej prštimam ga, kakšne fedne, kakšna havba, tako tole bo res en ta prav man cave. Pa glede na to, da imamo Raptorja, bi se spodobili, da vam ga tudi malo pokažem, ne. Imel sem sicer zdaj že dva Rangerja, se pravi ta model Wildtracka, pa pol tudi Raptorja, ampak un je bil 2.0 dizel. Tale za mano je pa zdaj the real deal, 3.0 benzin,
s 300 konjskimi močmi. Vizualno ga takole zelo težko ločeš od dizla, razen v zadnji, ker teli 3.0 modeli imajo v bistvu po 2 izpušne cevi v zadnji, se pravi, takole jih vidiš, medtem ko dizel pač nima vidnih auspuhov, gre pač v spodi sam dol zavije. Potem pa naslednja razlika, ki sem jo jaz opazil, saj mogoče jih je še več, ampak to so zadeve, ki sem jih jaz opazil, je v bistvu na volanu, ker tlele na temu 3.0 imaš ti v bistvu dodatno tlele bližnjico za nastavitve volana, vzmetenja, auspuha in pa še Raptor bližnjico. Zdaj nisem čisto ziher, ampak mislim, da tale del na tistih dizel Raptorjih je drugačen. Skoraj 100% sem, da telih nastavitev nimaš. Drugač pa jaz sem malo bolj kavbojc po duši, tako da jaz bi 100-krat raje imel tagele Raptorja, kakor kakšno novo X5 ali pa kaj podobnega. Kaj pa vem, tako praktičen je, športen je, avto je zabaven, pa ful uporaben, pa tako res visok zdiš, ful se varenga počutiš. Not imaš pa, no vem, zanj sem gledal tlele po temu ekranu, tokenih asistenc, tokenih modernih stvari, pač avto je res tako up to date, bom rekel, ker Ford sploh kakšni fokusi pa Mondeo ti pač, ne vem, po mojemu mnenju so bili zmer malo bolj v zadnji s tehnologijo, zdaj ta novi fokusi so čist hudi in prav tako teli Rangerji. Se mi zdi, da so tako res naredili ne en korak, ampak 2 koraka naprej, kar se tiče infotainmenta. Plus v notranjosti v vseh Raptorjih dobiš tele Code Orange, se imenuje barva, pač te detajle, 12 o'clock stitching, oranžen stitching v bistvu na volanu, noter se v bistvu nadaljuje ta oranžna zadeva tudi na zicih. Pa ful mi je všeč, ki je pa nekako oblečen v neko zadevo, ki ni Alcantara, to se tudi nadaljuje kle po armaturki. V bistvu ni tako Alcantara, ampak je kar nek neopren, tako ful sede temu avtu, ker je tehničen material, pa ful je tak, da je odporen na svinarijo, na umazanijo, pač res ne zahteva veliko vzdrževanja. No. Najbolj pomembno razliko sem pa pustil za konc, tako da dajmo ga kar pržgat, in sicer to je pa zvok avta. Vem, da je pač avto more slediti evropskim trenutnim regulativam, ki so kar zelo zategnjene, ampak se mi zdi, da zvok, ki ga spravi čez tele auspuhe ven, meni osebno je ful všeč. No. Evle, klele pritisneš tale gumb za auspuh in ga dajmo v baho, ker to naj bi bil, tole je sicer kao sam za off-road use, ampak dajmo ok, lih toliko, da slišimo, kako se zadeva uglaša. In to naj bi bila zdaj tudi tuna najbolj odprta varianta, oziroma tukaj so zdaj lopute odprte do konca. Evo, takole se ga sliši na idlu, avto je seveda ogret. Nič zelo hudega, ampak zdaj ga bom pa malo pohodil. Meni se sicer zdi, ko se ti peleš, da on še bolj lopute odpre, se mi zdi, da ni bilo to, tako da bom dal klele en klip, ko sem lik za TikTok snemal neki, da slišiš, kako se avto tudi od ozuni sliši. Zdaj pa pripnimo nazaj prekolco, da peljemo Janu nazaj kosilnico, ki smo si jo sposodili. Pol se pa lahko tale nedela počas zaključi. Pa to mi je to hudo pa Raptorjih oziroma pa Rangerjih, ko imaš to sredinsko črto in ti v bistvu sam naštimaš na parkolco in jo priklopiš. Evo, pa se druženje z Raptorjem počas bliža koncu. Jaz sem se zdaj z njemu družil kakšen teden, oziroma en teden, no. Ale start and stop sklopimo, ki mi gre na živce, da se skozi ugaša takole. Zdaj pa peljem avto nazaj v Ljubljano. Posodil mi ga je v bistvu Ford Slovenija in res sem vesel, da sem imel priliko probati tudi tole bencinsko verzijo Raptorja, ker če bi jaz kupoval,
bi bila definitivno tole varianta, ki bi jo vzel. Jaz sem to tudi že parkrat v preteklosti povedal, pa bom zdajle povedal še enkrat. Jaz si res želim, pač moj ultimate dream je sestaviti ta Fordov trio v svoji zbirki. Se pravi, moj Shelby, moj Focus RS, manjka pa samo še takle Ranger Raptor. Oziroma, želja je kakršnega koli Raptorja, ampak trenutno mi tale oblika najbolj ustreza. Meni je tale avto zelo všeč in bi se ga rad čim prej privoščil, ampak če bi hotel to zdaj trenutno narediti, bi to verjetno pomenilo, da bi mogel Focusa RS-a prodati. Kar mogoče malo nasprotuje tej ideji v temu triotu, zato ker pač pol bi Raptorja imel, pa bi Focusa zgubil. Pol pa obstaja še ena opcija in to je, da počakam še kakšno leto, dve, da se pokaže kakšna dobra ponudba, da jo še malo prišparam in pol dejansko dodam še tega tretjega člana v mojo zbirko avtomobilov. Tako da gre tukaj za neko igro potrpežljivosti. Ti mi pa v komentar napiš, a bi zamenil Focusa RS-a za tole, ali bi rajš počakal še kakšen let, dve, pa potem ga dodal zraven v zbirko in obdržal Focusa RS-a. Zdaj se pa že približujem klele Fordu v Ljubljani, tako da Ford Slovenija, še enkrat hvala za tole izkušnjo. Jaz sem res užival in še bolj potrdil to svojo željo po tem avtu v bližnji prihodnosti. Seveda hvala tudi Janu, ki je posodil kosilnico, da smo lahko, bom rekel, tale mal farming simulator imeli v živo. Zdaj pa kamera ugasnil, da še malo uživam v temule ambientu. Elej, tole je pa prav fleten videti, pripeljem avto nazaj, pa sami Raptorji spredi. Madonna. Mislim pa, da je tole kar zdaj en tak ta prav znak, da jaz rabim enega takega Raptorja, no.